Kako bi pa jaz vključil mlečne izdelke iz Lidlove lojtrice domačih v svojo prehrano? Najprej imamo tale jogurt s sirupom smrekovih vršičkov. Nisem sploh vedel, da obstaja tak jogurt, tako da komaj čakam, da ga probam. Ok, ful bolj nežno, kakor sem pričakoval. Vidim pa tole kot eno tako super malco, zraven lepo kos sadja, top. Gremo naprej, drugi jogurt, čebelji pan, verjetno med, ne? Ful je svež. To je oboje toliko dober, pa toliko drugače, kot sem pričakoval. Ni ono ful sladko, isto tale, zelo svežilno zares, vrhunsko, samostojna malca, skupaj s kosom sadja, kot sem že rekel. Ali pa, v bistvu tudi zelo dober obrok za takrat, preden grem na kolo. Tako da tole bo še pristalo pri meni doma. Ok, še en jogurt imamo, to je pa jogurt z okusom pečenih jabolk. Noter ima prav koščke, ja vidiš? Jabolčni štrudel v bistvu. To je to. Recimo na dan, ko ste malo bolj telesno aktivni, vam je tole super obrok. Zato, ker ima precej ogljikovih hidratov in to bo vaše gorivo za telesno aktivnost. Ok, 3 jogurti, super. Ampak imamo še neki. Domači sveži sirček. Zdaj, na prvo oko, tole zgleda, kot da bo zelo pekoče, ampak ni pekoče, ker ni noter čilija. Barvo in tudi von mu dajo paradižniki. Ok. Zakaj jaz to probavam prvič? Mi ni jasen. Tole toliko dobro pasa v kakšne sendviče ali pa v solate. Ali pa, ko ti pridejo prijatelji, pa pripraviš neko ploščo z narezkom in je tole zvezda te plošče. Tole je brutalno. Zdaj mi je malo žal, da tega nisem pustil za na konec, ampak ok. Imamo za probati še skuto, domača skuta. Zdaj načeloma tako, jaz nisem največji fan skute, to sem že povedal, ampak tole pa mi deluje, kot da zna biti malo boljš kot neka običajna skuta. Ni kisla. Za tiste, ki ne marate kislih skut, bo tole top. Jaz bi si tole lepo dal na kruh, tole. Fejst je treba to napokati, toliko da ti dol leti. Potem bi pa vzel isto iz lojtrice domačih kocbekovo bučno olje, pa naredil tole in bi enostavno v tem užival. Tukaj ne rabite dodajati ničesar, samo takole. 10 od 10.